Kefalonije. Evo mi, da sva že pojedla zajtrk, zrihtala se in zdaj se odpravila pa pred recepcijo. Ta rezort, v katerem sva na tem otoku, je 5 zvezdic, sam to bom rekla, bolan. Ni da ni, včeraj sva ful pozno prišla, tako da ga nisva niti veliko videla, ker je bila itak čista tema. Zaspala sva v sekundi. Ampak ja, danes je pa prvi dan potikanja okoli po otoku in raziskovanja najlepših kotičkov tega grškega otoka. Evo, mi smo zdaj na razgledni točki za tole plažo. Tale plaža je najlepša na otoku Kefalonija, Myrtos Beach. In že od tle zgori bolano zgleda. Verjamem pa, da ko si tam dol in se greš dejansko vršt v tole turkizno modro vodo, zgleda še bolj bolano, oziroma je feeling res ta prav. Kako ti je všeč, dragi? Super. Lepo je, res je lepo. Tako, ta prav grški vibe. Stavili smo se na sladoledu. Tale sladoled je najboljši tukaj okola, ne? Ja. A sem prav povedala. Res je dober. Pa ker smo toliko pridni in smo dejansko že skoraj večino zadev posneli, smo si lahko privoščili en ostanek, tak sladek. Mi smo zdaj še v zadnjem postanku, mislim, da preden se odpravimo na trajekt in nazaj v naš hotel. To je v bistvu trajekt za isti otok. Za isti otok, ja, trajekt iz glavnega mesta, kjer smo trenutno, Argostoli. In tole za nama, kakor vidite, je glavni trg v tem mestu. Trenutno je čist prazen, pač valjda ful je vroče. Folk je na plažah, doma, kjerkoli, da se lahko ohladi. Zvečer pa tleba je ful ludilo nightlife oziroma tako to mestno večerno življenje. Ja, zvečer gremo pa še na eno večerjo v eno lušno taverno, tako da to je to pol za danes. Ful smo bili pridni, imamo vse po planu trenutno. Klemen je ful priden, Klemen je se je res izkazal. Ste pomahala? Evo, sem rekla, da pridem, greva zdaj ven na večerjo, pokažem še en tak mini room tour. Oba dva sta sicer že zrihtana. Ne mogoče toliko opazovati, koliko je najnih stvari okoli, ampak sem toliko, da približno dobite feeling, kaj 5 zvezdic pomeni tukaj v Grčiji. Najprej, ko prideš noter, na levi tako odlagališče za kufre, omare, če si dlje časa tle, verjetno jih uporabiš, mi dva jih nisva. Takoj na desni je kopalnica, takole tuš kabina, umivalnik, 2 umivalnika v bistvu, no, takole, pa WC. Je pa full cute, bom jaz tle mečkan moje stvari umakana. Dobiš tele zadevce, šampončki, mila in pač vse te stvari za higieno. Peace. Ok, pol imamo pa takoj za kopalnico tlele tak mini kotiček za čaj, kavo skuhati zjutraj, zvečer, kakorkoli. In prideš v sobo. Se pravi, tlele imamo mi dva svojo tole tehnologijo, se že fila. En ogromen TV, toliko ogromnega po moje še nisva imela v sobi, v kjerihkoli hotelih. Klemnova stran posle, moja stran posle. Tle se kopalke malo sušijo.
Pa predvidevam, da je to lahko kot dodatno ležišče ali pa en tak lounge, kavček, kakorkoli. To je spet, kakor vidite, za naju odlagališče. Cun. In pa ful je cute, ker so naju včeraj tudi, ne glede na to, da so prišla ful pozan, naju je tole pričakala en sendviček, sva tle že vam pojedla, no, ampak ful cute, no, tako so naštimali luškano. Tole tle zdaj je pa pol v bistvu ven razgled iz sobe. Še tlele odprem. Takole zgleda. 2 stola, mizica in takole razgled. Gremo jest, gremo jest. O glavnem, kakor ste lahko dojeli iz Klemnove himne, pesmi, whatever je tole bilo zdajle, gremo jest v eno, kako se reče? Taverno. Skos hočem reči trattorijo, ne vem zakaj, ampak to je po italijansko. Taverna. Aleksander, ta Palmin predstavnik, nam je razložil, da je v bistvu taverna bolj kot ena taka lokalna gostilnica. Te restauracije, če se reče pa restauracija, je pa prav tista malo bolj fancy zadeva, tako ko imaš malo bolj že, kako bi rekla, tudi kakšno tujo kuhno lahko noter, recimo, no. Vineršnica. Vineršnica. Upam, da bo danes kaj dobrega pojedel, no, ne dvomam, da ne bomo, no, tako da sigurno bo kaj fajn. Ja, tale dan danes se tlele zdaj zaključuje, jutri sva še čez dan na Kefaloniji, potem naj čaka trajekt na ta zadnji otok v tej selekciji oziroma tej, kako bi rekla, potovanju za Kintos. Tako da še to, pa letiva že domov. V gre ful hiter tale čas tukaj, ampak ok, gremo jest. Gremo jest. Gremo jest. Midva odhajava. Malo sva se hecanla, ker bi lahko poklicala da te pridejo iskat, pač do hotelske sobe z unim golf vozičkom ali kakorkoli. Ampak ok, en mini sprehod, en fitness s temi kufri. Tako da ja, evo, odhajava iz najnega hotela, tlele za nama so te sobe. Res je bolan, teh 5 zvezdic se ful dobro pozna. In to je to, zdaj gremo pa še drugi del otoka oziroma Kefalonijo, kar še rabimo posnet. In zvečer naju čaka trajekt na ta zadnji otok na Zakintos. Tako da, to je to. Kako ti je bilo, baby, včeraj? Kefalonija je res zakon, ful lepa, drugačna predvsem od Lefkasa. Nama iskreno bolj blizu, ampak ja, to je to. Dobro jutro iz Zakintosa. Zdaj pa ne bom še enkrat snemala. Ne, zdaj pa ne bom. Midva sva v enem hotelu ob plaži, kakor lahko vidite tam na zadnji morje. Tale del tukaj s temi rožami, rozastimi čez hiško je full cute. Je meni res cute, ja. Tale je še bazen. In to je to, danes še začenjava tale najin pohod po Zakintosu. Čak sem tako obrnila, ker je več svetlobe po mojem. Tale najin pohod po Zakintosu. In to je to. Zvečer zaključiva z grško večerjo, prideva v hotel, se spakirava in greva po moje spat za par ur, ker imava zjutri že zelo zgodaj let. In to bo konec najinega
potepanja in snemanja po Grčiji, po 3 grških otokih. No. Za enkrat, tako. Tako da ja, danes nas čaka še tale plaža, najbolj slavna na Zakintosu, z uno ladjo na obali, plaža Tihotapcev oziroma na Vajo Beach, pa plaža z gnezdiščem želv, ja. Sicer je rečen, da se one bolj tam, te velike, ki pridajo pač izležti jajca, zadržujejo tam po noč in tudi ta male, ko se izležejo iz jajc, grejo po noč pa je v vodo, ampak bomo šli pogledat, mogoče bomo imeli srečo, pa bo kakšna tam, vsaj v vodi, če ne drugega. To je to. Zdaj me pa že malo roka boli, tako da gremo raziskovati Zakintos. Evo, mi smo zdaj na eni izmed plaž na Zakintosu, kar vidite za mano, tudi kar precej lepa plaža. Je pa ta plaža znana po tem, da tukaj pridejo želve gnezdit in ne vem, če se bo videl, ampak tamle v ozadju po plaži je prav tako trak, kjer pač je označen, da turisti oziroma ljudje ne smejo iti, ker so tam gnezda. In ja, pridejo na to plažo, po večini pač po noč, kakor sem že rekla. Tako da zdaj čez dan težko, da bomo kakšno želvo videli, ampak so pa gnezda tudi označena zaradi tega, da se točno vidi, kje še posebej ljudje ne smejo hoditi, da se ne bi karkoli uničili. Zdaj na glavnem trgu v mestu Zante oziroma Zakintos, to je tudi glavno mesto tega otoka. Tale vzadaj za mano je tudi kip moškega, ki je napisal grško himno. Tale stavba vzadaj je pa, kaj bi rekla, kaj je tale stavba rumena, kaj je to, muzej? Nek muzej vzadaj, tako da lušten tak trg, kar velik, na tisti strani je morje, tako da ja, gremo še malo čez mesto pogledati pol. Prišli smo na grško večerjo, zdaj se gremo usest, še sončni zahod posnameva. Pojemo večerjo, pa je pa to za najino popotovanje po 3 grških otokih. Moram reči, da je bilo kar zanimivo in pestro, hektično, naporno, vse, ampak na koncu, ko se črto potegne, kar fajn. To je to. Še grška večerja, pa jutri zgodaj zjutraj nazaj proti Sloveniji. Midva nisva šla plesat, midva sva imela delo. Drugač pa ful zabavno. Tale grška večerja se je iz ene navadne večerje, sicer ful dobre, okusne, spremenila v noro žurko. In to je to. Ura je cajt, midva greva domov oziroma v hotel. In čez par ur že letiva proti Sloveniji oziroma bolj natančno proti Italiji, ampak okej, greva domov v glavnem. Pustimo podrobnosti, ja. Znači, to je to. Bo še ti kaj povedal? Ja, da mi je bilo v bistvu ful všeč. Ful je bilo fajn videti 3 otoke v 6 dneh. Jaz ne poznam veliko ljudi, ki so to dejansko obiskali oziroma naredili tako pot. Zabavna, zanimiva, pestra, na trenutke ful naporna, ampak je bilo vredno in se je splačalo. Tako da ja, pejte pa še na moj Instagram preveriti, ker bom objavila par slik in pa posnetkov z dronom, ki jih je Klemen naredil in so nerealni, res. Tako da, to je to.
Midva se poslavljava tukaj iz Grčije in se vidimo naslednjič. Čau! Ciao.